In sem bila jaz pa 3 fantje, pa sem jaz hotela pač teči v skupini, pa da je malo tako socialno, so rekla, ne bomo mi tebe čakali. Sem rekla, okej, in pa sem vse premagala. In sneg je v bistvu pomagal, zato ker pač proti koncu 24 ur, ko smo bili vsi utrujeni, sem si smučarske hlače oblekla, pa sem se celo pot po progi po riti dol odpeljala. Tako da kolen več pa gležnjev nisi rabil. Nismo spali že 60 ur do takrat, tako da smo vsi veslali v spanju. V bistvu je bilo težko povedati, če je tisti, ki sedi pred tabo, če spi ali je po koncu, ker pač veslavši še vedno, samo pač malo bolj močno. Tako da smo se vsak na drugega zadrli vsake 5 minut, tako da pač smo drug drugega zbudili. Spoštovana Reja Kolbl, dobrodošla, živjo. Živjo. Mi je v čas, da si vzela čas za tale podcast. Dobrodošla še enkrat. Ko sem se menila za pogovor, sem si najprej mogla uskladiti ure, jasno. Jaz seveda nisem računal, da je Colorado vendarle za en šiht za nami, tako da medtem, ko jaz tole svoj čaj srebam po podnevu, ti piješ jutranjo kavo, če se ne motim. Ja, je precej zgodaj tule pri nas 7 zjutraj. Mogoče za ljudi, ki imajo službe, precej zgodaj se jim 7 ne zdi kaj posebnega. Jaz pa ponavadi spim malo dlje, kot do 6. Do 6 je super. Evo, sej, mislim, da večina najnih poslušalcev vendarle tudi spi do 6. Saj tisti, ki jih jaz pač sledim, pa jih nadlegujemo pol 6 zjutraj, vem, da še spijo. Preden so se vklopila v snemanje, so se pogovarjala tudi o vremenu. V Sloveniji je trenutno bolj tako kislo, prav novembrsko vreme, malo vlažno, malo oblačno, vse skrbnič. Kakšno pa je vreme v Coloradu? Odvisno, kje si trenutno v Denverju, kjer sem trenutno. Včeraj je bilo tako 20 stopinj in sem kolesarila v kratkih hlačah in kratki majci. Se pa pelem ob 9, tako čez 2 uri danes v gore, pa grem smučati. Tako da imamo že kar nekaj snega gor v gorah. Turna smuča je precej še nekvalitetna, ampak par smučišč pa je že odprtih. Tako da je november je nekako med poletjem pa med zimo, odvisno kam se peleš. Fajn. Zdaj, če govorijo o gorah, če v Sloveniji govorimo o gorah, so to recimo 2000-aki, 2500-taki. Kaj so pa gore v Coloradu? Več kot 4000. Pri nas imamo zelo veliko teh, kličemo jih 14ers, ker v Fidih jih je več kot 14,000. Mislim, da pride to nekako do 4500. Ampak pri nas se začne dosti bolj visoko. Tako da imamo to prednost, da štartamo ponovadi s Triglava, pa gremo potem višje. Bravo. No, vse to sem hotel reči. Zdaj, če živiš pač na dosti visoki nadmorski višini, se ti prilagajati na 4000 najbrž ni tako težko. Jaz si predstavljam, če bi me zdaj dal na 4000, da bi zelo, zelo tenko piskal oziroma težko dihal. Ja, jaz živim tak nekak 1700, tako nekak približen kot Triglavska jezera. Se pa še vedno, pač čez poletje sem bolj tu nekje okoli, pa se na to sem se že čisto navadila, se mi sploh ne zdi nič posebnega, ampak ko se pa začne zima, so pa tekme, lih prejšnji torek je bila ena turna smučarska tekma, ki se je začela tak na 9000 feet, to se pravi nekako na Triglavu, pa smo šli samo višje, pa je bilo tudi meni zelo težko. Je zelo težko srčno trip gor spraviti, pač ponavadi, če greš tako nekako malo na easy, je približno ista hitrost, kot če hočeš iti kar hitrejš, kar ne gre. Tako da traja kakšen mesec na začetku smučarske sezone, da se tudi mi navadimo na zelo, zelo visoko nadmorsko višino. No, in ko se navadiš na visoko nadmorsko višino, potem, ko prideš na nadmorsko višino morja, pol pa razbijaš vse pred sabo, v bistvu si predstavljam, da si napolnjena z rdečimi krničkami in da to leti. Bomba je, res je, ful je fajn priti na morsko višino. Včasih grem čez poletje, pa naredim kakšen tekaški trening, imam ful muskel fibra, ker grem lahko dosti hitreje, kot se moje mišice navajene iti.
In nič te ne ovira, razen pač tega, da mišice se niso tako hitro že tekle 100 let. Tako da se fajn počutiš, si pa pol, imaš pa v bistvu full muskel fibra po takih treningih. Bravo. No, evo, zdaj spet nekaj novega, kar smo delali zdaj glede priprav. Slovenci hodijo na priprave, še malo boljši tekači ali na Hrvaško ali na Tenerife ali mogoče to v Kenijo, no. Zakaj ne bi šli v Kolorado enkrat? Tam očitno so še boljši pogoji, na 4000 tudi Kenija ni nikjer. Tako da, evo, ideja za najne poslušalce, draga Reja, če dovoliš, jaz vsakega gosta malo na hitro orišem, predstavim. Saj vem, da te vsi poznajo letos še sploh, ker si bila v vseh medijih kot ambasadorka Spartan Race v Kranjski Gori, pa vseeno, spoštovano občestvo, drage dame, dragi gospodje, z mano je 30-letna Ljubljančanka Reja Kolbl, ki pa že desetletje živi v Združenih državah, trenutno v Koloradu in je poklicna športnica, elitna tekmovalka v oviriatlonih, ultratekačica, turna smučarka in tudi trenerka. Sicer pa diplomirana astrofizičarka z Berkeleyja, magistra aplikativne fizike materialov Stanforda in namesto doktorata se je odločila raje za naravo. Večkratna svetovna prvakinja Ultra Spartan Raceu, je tudi ena najbolj vsestranskih športnic v tej panogi in serijska zmagovalka tekem po vsem svetu, ambasadorka Spartan Raceu v Kranjski Gori, kar sem že omenil, v mladosti pa še to dodam, izvrstna gimnastičarka, ki pa se po olimpijskih sanjah sedaj ozira v turnem smučanju. Na letošnjem dopustu v Sloveniji je mimogrede postavila še hitrostni rekord iz najnižje točke v Jadranskem morju do vrha Triglava. Zdaj, kaj sem pogrešil, pa fejst falil, draga Reja? Mislim, da je to kar pravna. Ja, hvala, sem kar mal tule. Mi je narodno postala. Ja, super. Sama ne bi mogla boljše reči. Super, hvala. Evo, veliko stvari počneš, zanimivo dekle si, draga Reja. To, kar sem naštel, bi rad malo razdelal. Najprej pa vsakega gosta takole na začetku vprašam, pa vem, prva se je še zgodi ura, ne? Te ne moram vprašati, če si danes že tekla, mogoče pa boš danes še tekla. Danes ne bom tekla, grem pa turno smučat. Oziroma ne turno, pač po cesti, kjer je sneg, po smučkah grem gor pa dol laufat. Skimov je to disciplina. Tako, a ne? Pri nas imamo nekaj tekmovalcev, zdaj se spomnim, mogoče Luke Kovačiča, ki je tekmoval v tej disciplini. To je kar naporna disciplina. Se pravi, gor je treba dati tele pse, pa laufati v hrib. To je dokaj zahtevna, vzdržljivostna reč, potem pa se še dol zapelja, če si predstavljam prav. Ja, točno tako. In v bistvu veliko časa se tudi poudari tem prestavljanjem med smučke za gor, smučke za dol, ker lahko tam v bistvu tudi ful veliko časa zgubiš, če nisi hiter. Tako da moraš iti hiter gor, hiter dol, pa hiter še vmes. Pa v bistvu mi je pač ful mi všeč ta šport, ker sem bila majhna, sva z mami odrasli pod Pohorjem, tako da sem bila na smučkah, ker sem bila 2 leti stara, preden sem začela gimnastiko. Tako da ta šport je nekako otroštvo nazaj prinesel. Tukaj sem imel zaznačbo, zdaj imela si Pohorje, sicer si Ljubljančanka, ampak v tvoji izgovorjavi je nekaj štajerskega. Sem rekel, to ni samo ameriška slovenščina, ampak se čuti še malo pohorskega naglasa. Ampak daj mi povej, zdaj 10 let si že v Ameriki, jaz sem poslušal par tvojih podcastov že pred časom. Če ne bi vedel, da si Slovenka, bi rekel, da si pač čist native speaker, tudi ko prebiram kakšne tvoje objave. Zdaj, si še vedno Slovenka najbrž, ampak tvoj dom je pa zdaj Amerika, ali kako bi sebe? V bistvu vsakeč, ko grem nazaj, se počutim kar precej doma v Sloveniji. Tako da se res ne bi se mogla odločiti. Veliko delov mene je, ki so zelo slovenski in čisto slovenski. Ker sem pa tu že 10 let, sem pa se veliko novih stvari tu naučila, pa ogromno prijateljev imam tu. Tako da mislim, da je kar dvojno. Res ne bi mogla reči, da je en dom, drugi pa drugi dom. Sta oba prva doma. In vsakeč, ko grem v Slovenijo, pogrešam Ameriko, ko grem nazaj, pogrešam Slovenijo. Tako da imam 2 srca. Super, povedano. Zdaj, najbrž dnevno pač komuniciraš več ali manj v angleščini. Kako pa ohranjaš
mislim, najbrž imaš dosti stika še s Slovenijo pa z domovino, da ohranjaš tudi to pač slovenščino kot tako, kot tekočo. Si predstavljam, če bi se človek odklopil za 1-2 leti preč od nekega matičnega jezika, bi ga tudi kar malo pozabil, ali kako? Ja, z mami se vedno pogovarjam po slovensko, večkrat na teden ponovadi. Tako da to nekako ohranja slovenščino, ampak ko se z njo pogovarjam, nje ne moti, če vsake toliko časa angleško besedo rečem. Tako da res pomaga, ker grem nazaj v Slovenijo. Ker med to korono nisem šla nazaj kar nekaj časa, je bilo malo težje, ker sem prišla lani nazaj. In v bistvu opazim, ko pridem nazaj na začetku prvi teden, sanjam v angleščini, štejem v glavi v angleščini, po kakšnih 10 dneh pa preklopim na slovenščino, pa potem traja nekaj časa, da preklopim nazaj na angleščino, ko grem domov. Tako da res pomaga pač, da pridem nazaj za mesec, vsake toliko časa. Jaz sem večkrat tuhtal, ko sem prebiral kakšne ameriške članke, pa od ultratekačev in tako naprej, pa od dirka, pač ti fiti, prej si omenila fite, tam piše 10,000 nadmorske fitov, pa jaz to pa v glavi zdelim s 3, da dobim te metre. Ampak slej, ko prej se pa navadaš v fitih, ne boš razmišljati, pa v inčih, pa tako naprej. Ja, zdaj sigurno razmišljam že v fitih, tako da jaz moram deliti nazaj v metre. Ampak edino, kar pa ne pretvarjam, je pa temperatura. To pa vem, kako je 20 stopinj, pa kako je 70 Fahrenheit. Tako da mi ni treba pretvarjati, lahko ocenim v katerem koli sistemu. Ja, spoštovano občestvo, če ne veste, obnovimo osnovnošolsko fiziko, 32 stopinj Fahrenheita je 0 stopinje Celzija. Idealna temperatura za maratonce je pa tam okrog 70, to pa sami računajte, koliko je. Saj zame je to idealna temperatura. In ker je tole tekaški podcast, draga Reja, greva se vrniti malo k tvojim tekaškim treningom, zdaj si v turnem smučanju, ampak k temu se še vrneva. Ko pa treniraš za tek, pa ti treniraš toliko kot recimo en povprečen maratonec pri nas. Beremo v številkah 140, 150, 160 km na teden in to ne po cesti. Ja, to je bilo v bistvu malo bolj kot 2 leti nazaj. Pa sem si v par kosti zlomila v nogah. Tako da zdaj malo manj. No. Zdaj sem nekako, ker sem začela ful več kolesariti, da pač lahko še vedno zdržujem to vzdržljivost brez tega, da imam polomljene noge. Tako da zdaj nekako tečem okoli 40 mil na teden, se pravi, kaj je to 60-70 km. Pač večina tega je po gozdnih potkah. Ne maram preveč cementa. In cesti, vsega skupaj. Ti imaš kar neko impresivno statistiko za sabo tekaških, ultratekaških in ostalih zmag, pa vsega tega. A si kdaj, preden gremo detajle te tvoje kariere, tekmovala ali pa laufala po cesti, dirkala recimo na polmaratonu, na maratonu, na asfaltu recimo? Ja, šla sem na Ljubljanski maraton, takoj po tistem, ker sem nehala gimnastiko. Tako da sem šla iz treninga teka za leta na preskoku, ki je 25 metrov do koliko je 42 km. In mi je v bistvu šlo kar fajn. Ta prvi bil v redu. Pa sem šla na malo drugačno pot življenja. In od takrat naprej potem nisem se več vrnila na cesto. Enkrat sem šla na polmaraton, ki je bil Nike Half v San Francisco, ampak sem šla to tudi brez treninga, tako da je bilo precej neprijetno tistih 26 km teči, ampak sem odtekla in potem sem se odločila, da je bilo fajn, ampak bi si jaz raje šla v gost. Sem najboljša možna izbira, ampak recimo, da pride do tebe sponzor, pa ti reče, Reja, damo ti toliko denarja, da greš dele, ne vem, v San Francisco odlaufati maraton, imaš pol leta, da se pripraviš, ti si v polni formi, imaš čas za to, koliko pomeniš, da bi natrenirala hitren cestni maraton. To je čisto malo za izziv. Zdaj moram pa malo pretvarjati, pa matematiko početi. Mislim, da nekako bi lahko 6:30 na miljo pretekla, verjetno maraton, glede na to, koliko imam zdaj trenutno po cestah hitrost. Tako da ne vem, kako to pride na maraton. 4 minute za kilometer, spoštovane, to je maraton po 2:50, tako,
vsi tisti moji prijatelji, ki jim to še ni ratalo, pa da se lahko pregriznejo zdaj, da mogoče delate napačne treninge. 36 na miljo je hitreje, kot je maraton teku, recimo Lance Armstrong, ko je nehal s kariero. Ampak to bi res mogla verjetno 1 leto trenirati za maraton po cestah. Če grem zdaj teč, bi bilo verjetno bolj 7 minut na miljo. Počasneje. 7 minut na miljo, še zmer, 4:30 na kilometer, to je 30 maraton, tako da še vsem, nekateri nikoli ne bomo mogoče tako hitri, več impresivno. Ja, ampak te tvoje naravne danosti, zdaj omenjala si večkrat že gimnastiko, ti si bila od vrhunske vrhunske športnice, greva čisto nazaj, recimo 20 let in pol pridemo do Reje Kolbl, ki je gimnastičarka, ki je obsedeno, praktično vsak dan trenira gimnastiko, je državna reprezentantka, državna prvakinja. Kje si se pa našla najprej v gimnastiki, recimo? Mami je ugotovila, da če gledaš televizijo na glavi, verjetno bi bilo ti fajn v gimnastiki. Tako da me je opisala, ker sem bila čisto smehna, pa mislim, da sem hkrati delala balet in gimnastiko, sem šla na balet enkrat, pa sem rekla, da bi šla samo na gimnastiko zdaj. Tako da že od majhnega sem bila taka mala opica po drevesih, pa na glavi, pa salte s pomola. Tako da mislim, da mi je pač na kožo pisalo in mi je bilo takoj ful všeč, mi ni bilo treba nič pregovarjati, da gremo na trening, sem z veseljem šla sama po šoli vsak dan. In to si počenjala kar nekaj let, oziroma 10 let, če se ne motim. Ja, 11 let sem trenirala, predno sem nehala. Vendarle, toliko dobra si bila, da si se ozirala morda celo proti nekim olimpijskim igram in podobno. Ja, to so bile vedno moje sanje. Ko sem bila majhna, pa so v vrtcu vprašali, kaj bi bil rad, ko odrasteš, pa sem jaz rekla, jaz bi bila na olimpijske igre, bi rada šla. Tako da nisem imela nekih kariernih ciljev nikoli. Vedno je bil bolj šport. Sem bila precej blizu, ampak mi žal ni uspelo. Pa sem mislila, da ne bom imela več nobene druge priložnosti, tako da zdaj sem nekako v bonus času mogoče. Sreča spremlja pogumne, ko smo rekli včasih. Ja, res, tvoja zgodba je res fascinantna. Gimnastiko na polno, potem nehaš z gimnastiko, izbereš študij, ampak ne doma, greš rajš v Ameriko, si rečeš, kjer je pa najtežji, izbereš najtežjega. Daj mi malo opiši te tvoje izbire, ker so mi res nore. Ja, tega ne predlagam kot življenjska pot. Bi bilo fajn malo razmisliti, kaj sem si jaz dejansko želela početi, ampak v bistvu mislim, da sem nekako iskala nekaj, kar bi napolnilo čas, tako kot je gimnastika. Ker treningi so bili cel dan, vsak dan, razen v nedeljo. In nekako se nisem naučila v otroštvu, kaj so hobiji, pa kaj z prostim časom početi, tako da sem v bistvu res iskala nekaj, kar bi me nekako tako osvojilo, kot me je gimnastika. V športih sem nekaj časa poskušala, ampak mislim, da sem rabila par let brez vrhunskih treningov, da sem se pač malo odpočila, tako v glavi, kot pa v telesu. Tako da sem... V Ameriki je malo drugače, da rabiš naprej razglasiti, kaj bi rad študiral, tako da prideš tja, pa pač vzameš par predmetov, pa imaš 2 leti časa, da se odločiš. In jaz sem vedno imela ful rada matematiko, tako da čiste matematike se mi nekako ni zdelo fajn študirati. Fizika pa astrofizika mi je bila pa zabavna, pa sem pogruntala, da ti tudi veliko časa vzame, tako da sem rekla, gremo pač to študirati. Tako da zdaj imam pač veliko teh diplom, ki jih ne uporabljam, ampak me je pa vseeno naučilo veliko o tem, kako znanje pridobivati, kako pač iti okoli tega, če hočeš se nekaj naučiti, kako se sam naučiti, ker je veliko tega v fiziki pa astrofiziki. Če drugega ne, veliko samodiscipline rabiš, ja, pa veliko motivacije, kar bi najbrž lahko potegnil sporednice tudi športom. Astrofizika, jaz mislim, da prvič slišal zate na Valu 202 je bila nekaj navdaja, kjer so predstavljali pač mlade znanstvenike in ti si bila takrat, mislim, da že koliko let nazaj, kot ena tistih mladih astrofizičark iz Amerike, iz ameriških univerz, ki je pač imela objavljen že znanstveni članek, mislim, da ne vem, kjer je zvezdi v Keplerju ali nekaj tasga. Takrat si zelo zavzeto govorila o tej temi, zelo doživeto in
Itak smo vsi pričakovali akademsko kariero, Rhea Colbert, ki bo z doktoratom iz Stanforda potem odkrivala globine vesolja, no, pa se potem v tej smeri nisi pač odločila. Čeprav bi najbrž lahko, da si ravno bi želela to, recimo. Ja, sigurno. Mislim, vse, kar sem počela v življenju, mi je bilo ful fajn, dokler sem to počela in jaz ne znam lih stvari tako nekako 50%, tako da se vse sem se 100% vrgla in je bilo v bistvu bolj po naključju, res šport je nekako prišel nazaj k meni, nisem ga jaz iskala. In potem, ko sem delala doktorat, sem 1 leto tekmovala profesionalno precej, pa študirala. In sem pogruntala, da oboje na 100% ni šlo, ker potem sem malo spala. In potem nobena izmed teh dveh ne gre najbolj na nič spanca. In potem sem pač imela priložnost pomisliti, kaj me bolj osrečuje in mislim, da je bilo pač to res taka edinstvena priložnost, ker veliko ljudi ne dobi, da imaš 2 stvari, ki sta ti ful všeč, pa se v bistvu res odločiš, kaj bi jaz raje počel. Tako da sem se odločila takrat, da grem potem v šport, ker na koncu dneva sem komaj čakala, da končam z laboratorijem, da grem lahko teč v gore. Ko sem bila pa v gorah, bi pa tam ostala zavedno. Mislim, res nora zgodba, no? Zavzeta pri vseh stvarih, zmerna polno in tle še ena vzporedna zgodba, no? Ki mi je bila še mogoče bolj fascinantna, nekje v gimnastičnih vodah si imela, rekel, vrste motne hranjenja, ki so se potem po končani karieri sprevrgle v to, da si hotela pojesti v sladoled na svetu, ali kako že bilo. Ja. Ja, pač to je bilo nekako bolj samo od sebe, ko sem gimnastiko trenirala, sem pač v moji glavi sem si dala, da bolj, ko sem suha, boljše bom. In v bistvu zadnjih 7 let nisem pojedla niti ene sladkarije, pa iz tega zelenjavne mešanice sem korenčke vanjemala, ker sem mislila, da so tele presladki. Tako da definitivno nisem imela neke zdravega odnosa s hrano, ampak mi je na kratkoročen način pač mi je pomagalo, tako da se mi ni zdelo, da je to sploh problem. In verjetno tudi zaradi tega mogoče je bila moja kariera malo krajša, kot bi bila, če bi imela malo bolj zdrav odnos s prehrano. Tako da potem, ko sem bila majhna, sem vedno doma revije gledala za trgovine, pa pogledala, kje sladkarije imajo, ki jih jaz nikoli ne bom pojedla. In potem, ko sem nehala, sem šla in sem vse te sladkarije kupila in sem samo sladkarije jedla 2 leti skoraj. Tako da sem definitivno nadoknadila, ampak tudi to ni bil najbolj zdrav pristop normalnemu prehranjevanju, tako da imam zgodovino par 10 letih, predno sem se naučila, kako zdravo jesti. V bistvu kot nihalo, ki gre od ene skrajnosti do druge, no? potem se najde nekje na sredini, no, in rešitev za tvoje prehranske odklone ali pa ekstreme je bil pa, če se ne motim, ravno tek, ki si ga potem takrat v Ameriki začela prakticirati. Ja, na nek način. Ko sem začela teči, sem definitivno postala malce bolj zdrava, ampak samo na način, da sem pač fizično spet prišla nazaj v telo športnice. Glede prehranskih motenj so pa v bistvu postale še hujše, tako da zadnjih 7 let sem imela precej veliko bulimije in šele, ko je korona prišla, pa ko mi ni bilo treba tekmovati 1 leto, mi je končno nekako uspelo v 30. letu življenja. Zdaj nekako tako, da lahko pojem sladico, pa ne pojem celega kartona sladoleda. Aha, no, to je pa zanimivo, no, ker v svojih intervjujih bolj malo govoriš o bulimiji, ki se ti vleče praktično že cela 20. No. Sem si predstavljal, to sem te hotel vprašati, kako, ker poznam veliko deklet, ravno 2 tedna nazaj smo imeli na Facebooku eno debato o prehranskih motnjah, malo boljših rekreativk ali pa vrhunskih športnic v vzdržljivostnih športih, tudi v Sloveniji so taki primeri. Seveda je tle problem treba nasloviti, da ga lahko pač tudi odpraviš oziroma vzroke. Kaj bi ti imaš to izkušnjo za sabo očitno daljšo, kot smo si predstavljali, kako se torej lotiti, na kakšen način je to, pomoč od zunaj, kako sam sebe spraviš v red, da se pošlihtaš,
da pol začneš bolj zdravo razmišljati o svojem telesu in prehrani nasploh? Ja, v Ameriki se o tem govori že malo več let, kot se mi zdi, da v Sloveniji. Tako da jaz sem brala o zgodbah športnikov, ki so prešli svoje prehranske motnje in videla sem moje prijatelje, ki so pojedli piškot za sladico, pa se jim nič ni zgodilo. In v bistvu želela sem si imeti tak odnos, tako miselnost, nisem pa vedela, kako priti v ta krog. In ko sem tekmovala, ker moja sezona je bila od januarja do decembra, res nisem imela vmes nič časa, niti stopiti korak nazaj, pa pogruntati, kako bi jaz prišla na zdrav način življenja. In bulimija mi je na nek način pomagala to tekmovalno zdrževati, brez tega, da sem jaz mogla karkoli spremeniti. Vedela pa sem, da dolgoročno verjetno to ne bo šlo na tak način. In če bi mi kdorkoli, kadarkoli rekel, hej, a imaš ti prehranske motnje, mislim, da bi mogla nekaj narediti, verjetno ne bi poslušala. Tako da res je mogla volja priti iz mene. In v bistvu, ko sem jaz pogruntala, da nisem imela več ful veliko motivacije iti na tekme, ko se je sezona začela, lih takrat je bilo, ko se je tudi ta korona začela, in ko je bila tekma, na katero tekmo sem se odpravljala, so rekli, da je preklicana, da se ne bo zgodila, sem bila jaz vesela. In takrat sem se zamislila, pač imam to življenje, ki sem se ga skozi želela, pa mi ni več všeč, kaj lahko spremenim, da bi bilo boljše. In potem, ko je bil 1 leto premora, sem imela res priložnost, da sem se ustavila v tekmovalnosti in pač pogruntala, kako prestaviti to miselnost, kako se pozdraviti od teh prehranskih motenj. In sem pač govorila z nutritionist, to ne vem čisto, kako se reče po slovensko. Nutricionistom, ja, vse v redu. Ja. Pa športnim psihologom, pa pač povedala sem fantu, da imam te prehranske motnje, pa mami mislim, da je tudi prvič v življenju izvedela. Tako da v bistvu se je začela s tem, da sem problem priznala. In potem je trajalo kar dobro leto, predno sem prišla nazaj v tekmovalno fiziko in tudi pač miselnost, v kateri sem bila predno sem se s tem spopadla. To je lahko nora izkušnja za marsikatero športnico tam zunaj. No. Rekla si, zelo pomembno, zato ponavljam to, se pravi, najprej moraš sam sebi priznati, da imaš ta problem, potem pa se povezati z okolico, ki ti mora biti ali pa je suport, da to lahko korakoma potem premagaš. Tako. In traja nekaj časa in na začetku je hujše, kot je bilo prej. Tako da moraš pač res, jaz sem mogla res verjeti, da bo na koncu boljše. In je dosti boljše. Ampak je vseeno to constant struggle, ne? Je to še zmer boj, ki ga moraš biti, ko priješ v take situacije, ne vem, kot nekdanji kadilec, alkoholik, ne vem, kdorkoli, ki se mora ves čas opominjati, da je na pravi poti in mora vse skušnjave dati preč, ali je pri hrani, ali si ti to vendarle preskočila v taki meri, da te recimo ena stvar ne more več vreči? Ja, 95% je super, pač nimam več problema pojeti čokolado, nimam več problema pojesti sladoled, lahko grem s prijatelji ven na pijačo, pa ne gledam, koliko ima kalorij ta pijača, katero si bom naročila. Tako da večina časa je pač tako, kakor sem si res želela. Včasih pa še posebej po teh večjih tekmah, ko pač moje telo, ko se regenerira, zadržuje vodo in vse in noge izgledajo tako 3-krat večje, gležnji so 4-krat večji. Takrat pride včasih miselnost nazaj, ko se pač pogledam v ogledalo, pa si mislim, ja, sem vse to dosegla, ampak kako imam velike noge. In prepoznam pač, da so to še vedno prehranske motnje in takrat ponavadi povem nekomu, hej, jaz to razmišljam, a mi prosim poveš, da to ni res. Tako da prepoznam pač, kadar pride to nazaj, pa res ni pogosto. Ponavadi je takrat, ko sem utrujena, pa mojih pač te hormoni so čist narobni od teh težkih tekem. Tako v dnevnem življenju je pa precej fajn. Bravo. No, odlična lekcija. Mislim, da tudi insight za marsikoga, no, ki ima te težave ali pa pozna ljudi, ki imajo te težave, kako jih pač skupaj rešiti.
ampak začela so s tekom. Za razliko od ostalih športov na začetku niti nisi imela časa, kaj pa obsesivno tekala, ampak ko si šla pa na prvo tekmo, si pa ugotovila, da ti to kar gre, ali kako? Ja, prva tekaška tekma je bila v bistvu 1-2 leti potem, ko sem jaz začela teči v Ameriki in jaz nikoli nisem tekla z nobenim prijateljem, ker je bilo vedno pač, ko sem imela 1 uro premora med nalogami ali pa med predavanji, sem hitro šla, sem imela potke tako čisto pred vrati. Tako da nisem imela pojma, da sem jaz v bistvu hitra in ko sem prvo tekmo tekla, mislim, da je bil maraton po teh gozdnih poteh in sem bila druga. Tako da sem pogruntala, da to mi gre pa kar precej dobro in potem sem začela malo bolj resno trenirati in sem šla na 50 kilometrov, 50 mil. Sem imela 100 mil v glavi, ampak potem je ta gorski vratlonec prišel med mano in 100 mil še vedno nisem pretekla, ne vem, če kdaj bom. Tako da ja, pač pogruntala sem, da mi gre in potem je moja tekmovalnost iz malih let prišla nazaj in sem hotela teči vedno dlje in vedno hitreje. Ampak nekje vmes v tej tvoji tekaški karieri so se pa pojavile ovire oziroma obstacle course racing, ki si ga potem posvojila. Kje pa si srečala svojo prvo oviro, pa svojo prvo ročko, pa vrečo s peskom, da si ugotovila, da to pa greš probati? Ja, kuponček je bil za tekmo. Tako da smo se par kolegov na študiju smo rekli, da gremo skupaj teči, je bilo precej blizu, tako nekako 1 uro stran od univerze. In sem bila jaz pa 3 fantje, pa sem jaz hotela pač teči v skupini, pa da je malo tako socialno, so rekli, ne bomo mi tebe čakali. Sem rekla, okej, in pa sem vse premagala. Tako da sem jih pa jaz čakala na cilju. Tako da takoj od začetka mi je ležalo, ker je pač tek, kar sem takrat trenutno počela, pa gimnastika, kar sem imela pač dovolj izkušenj iz mladih let, da tega nikoli ne pozabiš. Ampak potem v bistvu se je bilo 2013 in 3 leta nisem šla nazaj. Predvsem zato, ker je bil študij, je bilo pač veliko za početi, pa nisem imela takrat avta, tako da je bilo na tekmi malo težje. Potem, ko sem prišla 2016, sem se pa prijavila v elito, čisto da vidim, kje stojim, in sem se po nesreči, nisem vedela, da sem se prijavila na tekmo, ki je bila ameriška nacionalna serija, kamor pridejo ponavadi najboljši, in sem bila 4. in sem se kvalificirala za svetovno prvenstvo. Tako da tiste je pa potem odprlo vrata, da sem se v to posvetila dosti bolj resno in začela v bistvu trenirati, tako da nisem rabila ogromno burpeev narediti in potem teči hitro, da vse ostalo ujamem. Dajva zdaj malo čisto osvetliti za tiste najne poslušalce, ki ne vejo čisto dobro, kaj je obstacle course racing. Imamo več teh panog, en je Spartan Race, pol je Tough Mudder. Zdaj, kaj je razlika, ali pa najbrž še kakšna druga serija tam zunaj, no? Najbrž je Spartan Race najbolj popularna, ali kako, mislim, to je zelo popularna reč, posebej prvaš čez lužo. Ja, nekako 10,000 ljudi na vikend ponavadi pride na te tekme, tako da jih je res ogromno. In je malo drugačen šport, kot vsi ostali športi, ker šport ne obstaja brez teh različnih brands, like Spartan Race, pa Tough Mudder, pa Savage Race, in vsaka ta nekako definira, kaj so pravila športa, tako da ni nekako, da če ti pač eno stvar počneš, greš lahko na vse te različne tekme, pa bo isto, vsaka je malo drugačna. Spartan Race je tak, je bil v Sloveniji, v Kranjski Gori, pa upam, da pride spet naslednje leto. Vse ovire moraš sam narediti, noben ti ne sme pomagati, razen če greš pač v open, kjer lahko počneš, kar hočeš. In je vse malo bolj poudarka na teh fizičnih zadevah, težke stvari nositi, plezati po vrveh, iti čez te visoke stene, pa take zadeve. Tough Mudder je, pa če ovire ne moreš narediti, moraš narediti 30 burpeev. Tough Mudder je bolj na te mentalne zadeve, je veliko takih ovir, ki so zelo klaustrofobične, tako da če ti ni všeč taki mali zaprti prostori, ti je težko čez tiste ovire iti. Potem par ovir je tak precej visokih, tako da če se bojiš višin, so ti tiste ovire malo težje.
Pa bolj so zabavne ovire, tako nekaj moraš skočiš, pa se zanihaš, pa potem moraš v zraku zvonc pozvoniti, pa potem v vodo padeš. Tako da so bolj take socialne, pa ovire so narejene, da jih ne moreš, večino ovir ne moreš sam, tako da rabiš ostale, da te pomagajo, tako da je dosti bolj na tem teamwork, pa teh zadevah, in če ovire ne moreš narediti, je ponavadi neka kazen. Zdaj je bil lih 24-urno prvenstvo in ena kazen je si mogel etch a sketch, ki z dvemi takimi gumbi pišeš besede na ploščici. To je bila ena izmed kazni. Tako da so zelo drugačen pristop tekmovanju. Savage Race je ena še taka, ki je precej znana v Ameriki, pa moraš nujno narediti ovire, pa je dosti bolj takih gimnastičnih ovir. In če ne moreš ovire, ne moreš nekaj zakazen narediti, moraš oviro narediti, in če ne narediš ovire, pa lahko poskušaš 600-krat, ampak si lahko tam 2 uri, in če ne prideš čez, si tam, ko je tekme konec. Tako da so zelo različne tekme, vse nekako pod istim športom, ampak vsak nekako najde tisto, kar mu je najbolj všeč, pa potem ponavadi v eni izmed teh ostaneš. No, v Sloveniji smo nekaj let nazaj, oziroma nekaj let zapored imeli tako različico, da ko si govorila, sem se tle moče bolj na Tough Mudder ali kaj podobnega spomnil, bolj zabavna, pa to ni niti dirka, ovira to na Pokljuki. Bile so ovire, bile so visoke, bile so zabavne. Point je bil v teamworku, pa bolj v team buildingu, čas se pa itak ni meril, no, tako da niti ni bilo nobenih zmagovalcev. No, Spartan Race v Kranjski Gori, ki ga Simon Rožnik postavlja z ekipo, je končno prva resna dirka na tem področju. Škoda, ker je korona oklestila vse skupaj letos, ampak verjamem, da se bo zadeva prijela v prihodnjih letih. Daj mi reci, zdaj, tle imamo tudi discipline, oziroma znotraj samega Spartan Race, če se Spartan Race osredotočiva, imamo sprint, imamo neko ultra, pa vmes še neki distanc. Najkrajša je v bistvu koliko dolga, najdaljša pa koliko? 5 km, 10 km, polmaraton, 50 km, pa 24 ur. To so različne te pa noge. 24 ur je samo ena na leto. Ostale so pa tako čez leto. V Ameriki vsak vikend. In ti, ko si tekmovala še aktivno, si tekmovala praktično vsak teden, no, na eni dirki, če se ne motim. Ja, ko sem začela, sem v bistvu skoraj vsak teden tekmovala. Pa sem pogruntala, da je to malo preveč. Tako da zdaj ponavadi, ker še posebej, ker zdaj v toliko različnih športih tekmujem, grem ponavadi tako na 4-5 tekem na leto. Ker je ene parih je večjih, ko so ta ameriška nacionalna serija, pa imajo malo več denarnih nagrad, pa pač bolj so tekmovalne, tako da ponavadi grem zdaj na te večje, potem ostale vikende pa druge športe. Katera disciplina znotraj Spartan Race ti je pa najbolj pri srcu? Ultra verjetno, ker je pač imaš najdlje časa si na progi, pa ker narediš 2 kroga, v bistvu zelo veliko ljudi srečaš, tako da je precej socialna, z veliko ljudmi se lahko pogovarjaš, pa nekako mi najboljš gre, tako da vedno je fajn tekmovati tisti, ki zmaguješ. Ultra govorijo o 50 kilometrih, pa... Tako, pa potem 24 ur na koncu leta. Pa 14 ur na koncu leta, kjer si bila do nedavna, ali pa si še kar, no, to mi popravi, če se motim, neporažena tekmovalka sploh, ali kako? Ja, kjerkoli tek, ki imajo v teh obstaklih košejskih več kot 50 km ali pa več, sem trenutno še nepremagana. Mislim, to pa je podatek. S takim podatkom, oziroma s takim dosežkom, se mislim, da nobena slovenska športnica praktično ne more pohvaliti, ampak pač, da to kontekst, kakšna pa je tle konkurenca, no, v teh res ultra pa daljših Spartan Racih, no, koliko tekmovalk se dejansko upa sploh to počenjati? Ja, v tej zadnji 24-urni mislim, da je bilo okoli 40-50 punc. Ponavadi v teh navadnih 50-kilometrskih čez leto tudi je številka podobna. Šport ima enak problem kot večina športov, pač teh gorskih športov. Žensk je dosti manj. V teh krajših distancah je približno nekako 20-25% punc, v teh daljših distancah je pa tako nekako 15%. Tako da
V bistvu se trudimo trenutno, da nekako najdemo način, kako zvišamo število žensk na teh tekmah, ker še posebej za te ultradistance lahko tekmujemo z moškimi. Jaz ponavadi vedno poskušam na teh 24-urnih tekmah priti čim bližje moškim stopničkam, tako da bi bilo zelo fajn, pač, da bi več žensk v tem tekmovalo. In ko sem po tej 24-urni tekmi sem pač vprašala ene teh par ženskih skupin, zakaj, za tiste punce, ki so hotele tekmovati, pa še niso tekmovale v ultra, zakaj ne. In večina odgovorov je, da pač ni časa trenirati dovolj z družino pa z otroci. In to spremeniti, pač jaz malo težko sem upala, da bo rekla, ne vem, kako trenirati, pa bi jaz rekla, ja, se naučim. Tako da odgovor je bil malo bolj tak, nekaj, kar bo več let potrebno, da se to spremeni. Ampak upam, da se spremeni. Ja, ti si definitivno svetal zgled, ki dejansko, to, ki si rekla, posegaš po najvišjih mestih v absolutni konkurenci, tudi večino moških prehitiš. Daj mi povej, kako to izgleda? Jaz sem se enkrat po tistih ovirah zviral 1 urco, pa me na drug dan vse bolel, jasno, ampak 24 ur, ne vem, pa to je 120 kilometrov, pa to je neskončno ovir, pa višinski metri. Kako to zgleda po 12 urah? Kaj lahko še z roko dvigneš? Kje se lahko še primeš? Nič mi ni jasno. Ja. Mislim, da tu mi je najsled gimnastike pa res pomaga. Ker ko greš na te kratke tekme, čez oviro greš lahko na 600 različnih načinov in ponavadi je polovica teh zelo intenzivnih. Pač moraš, če greš čez te monkey rings, pa če greš s krčenimi rokami, pa z napetim bicepsom, greš lahko precej hitro, ampak ogromno energije porabiš. In ko greš na te 24-urne tekme, pa dolge tekme, moraš pogruntati način, s katerim energije porabiš čim manj. Tako da mislim, da mi pač gimnastika me je naučila, kako premikati telo s čim manj, pač čim bolj efektivno in da porabim čim manj moči. In ko pride do 24 ur, mi to res pomaga. Zdaj, ko je bila v Telluridu, v Koloradu, sem zadnjih 9 ur hodila. Ni bilo več čist našteka, ampak čez ovire sem pa pač nekako pogruntaš v vsaki tekmi posebej, kako je najlažje iti čez oviro in potem pač to počneš krog za krogom. Mislim, to mi je res neverjetno, ko en krog narediš, potem jih pa narediš še, ne vem, koliko, 20, mislim, neskončno mnogo. Jaz si predstavljam, da že teč bi bilo, samo teč bi bilo dosti zahtevno, kaj šele, da moraš z rokami kaj narediti. Gledal sem tudi tisti posnetek, ko si prišla na cilj, ki je bilo že v Evropi, tisto svetovno prvenstvo. Na Švedskem, v snegu. Yeah. To so bile nore, to so bile temperature krepko pod nulo, mislim, pa še dodatna okoliščina, ki je bila ovira, ali kako. V bistvu je bilo lažje, kot letos v Koloradu. Bilo je mrzlo, ampak je bilo enaka temperatura cele 24 ur. In v bistvu, ko se premikaš, se pač oblečeš primerno temperaturam in potem te ne zebe. Tako da meni je bilo čisto prijetno vseh 24 ur. In sneg je v bistvu pomagal, zaradi tega, ker pač proti koncu 24 ur, ko smo bili vsi utrujeni, sem si smučarske hlače oblekla, pa sem se celo pot po progi po riti dol odpeljala. Tako da kolen več pa gležnjev nisi rabil. V Koloradu je bilo pa precej tehnično in po riti se po kamnih lih ne moreš odpeljati. Tako da pač čez dan je bilo precej toplo, je bilo kar 15 stopinj pa sončno, kar je precej vroče, ker je sonce je ful močno. Čez noč je pa padalo na -2, -3, tako da je bilo v bistvu dosti težje, ker so se temperature ful spreminjale, pa si se mogel oblačiti pa slačiti, pa potem je bilo na vrhu gore je bilo vetrovno pa mrzlo, spodaj je bilo vroče, pa si ful zašvicil, pa te pa še bolj zebal. Tako da je bilo v bistvu dosti težje, čeprav je vreme izgledalo dosti lepše. Mislim, noro. No, jaz sem samo gledal tisto, pa se mi zanohtal, mislim, so mi prsti pomrznali. Ti si počela 24 ur, res impresivno. Da je naslednje svetovno prvenstvo, drugo leto? Verjetno naslednje leto, ja, niso še povedali. Še niso, še ni. Ja, ponavadi tako razglasijo sredi leta, kdaj bo, pa kje bo.
Tako da načrtovanje naprej je malo težje, ampak jaz itak ne vem še, kaj bom počela, tako da mi je kar fajn, da stvari še ne vem. Super, to je fajn, da si puščaš prihodnost odprto, ampak še kar bo ostala malo pri ultrah, ne grem iz glave, z dosti ultraši, trail ultraši, pa cestni ultraši sem se pogovarjal in oni so mi razlagali o svojih treningih, pa o 20 pa 30 kilometrih na dan in tako naprej. Prej sem omenila že tvojo kilometražo, ki si jo imela pred temi dirkami na teden. No, zdaj, daj mi opišen povprečen dan Reja Kolbl, ki trenira za 24-urni Spartan Race, svetovno prvenstvo. To je precej težko vprašanje, ker povprečnih dni pa navadno nimam. Odličen odgovor. Ali pa rečemo tipičen dan, tako neki, ali pa ajde, neki tazga, kar bi pisala, če bi morala pisati, nekomu, ki ne ve. Predvsej imam težkih dni, pa lahkih dni. Težek dan, treba na težek dan, tako. En izmed težjih dni je v bistvu krajši dan, pa je bolj intenziven, ker delam te distance, tako da naprimer grem teč, pa naredim 4x8 minut po hribu gor, pa čim hitreje, ko lahko, pa potem dol pretečem, da se spočijem, pa spet še enkrat. Potem popoldne pa ali naredim 1 uro za moč, ali grem pa na uro pa pol s kolesom, 2 uri s kolesom. Po zimi se pač vse to spremeni na smučkah. Drugi del težjega dneva je pa pač daljši tek, pa grem recimo zjutraj teč 4 ure, 5 ur. Res pač, ko sem se pripravila za 24 ur, so bili daljši teki tako dolgi. Če se pripravljam za kaj krajšega, so moji daljši teki 2 do 3 ure, niso tako dolgi. Potem popoldne pa spet na kolo se malo razkolesariti kako uro, bolj v bistvu za hitrejšo regeneracijo, kot pa za dodaten trening. Večino dni treniram 2-krat na dan, tako da v bistvu zjutraj ponavadi en šport, popoldne pa za moč, pa drugi šport. Ponavadi kolo, pa tek, ali pa smučanje, pa tek, smučanje, pa kolo, odvisno od sezone. Noro, nepredstavljiva količina treninga, to je ne vem, koliko, 20-30 ur na teden ali čez palec? Ja, če treniram za te krajše tekme, recimo 2 uri, ponavadi 15 do 20 ur na teden, če pa za te daljše tekme treniram pa 20 do 30. Ko sem trenirala za 24-urno turno smuk, za podvig, ko sem šla na 24 ur, sem tudi včasih 40 ur na teden trenirala, ampak to turno smučanje pa kolesarjenje je dosti manj ti uniči telo kot tek, tako da ko treniram tek, so ure malo manj na teden, kot pa ostale športe. Ja, to vsakega kolesarja vprašam, mora za uspešen trening narediti vsaj 3-urno vožnjo, vsakega tekača, ki ga vprašam 1,5 ure ali pa celo uro več kot dovolj in na koncu sta približno isto pripravljena, vsaj kar se tiče predispozicij za zdržljivost, to drži. Ja. Nore količine treninga, kar samo se postavlja vprašanje, kako se v vsem tem treningu lahko zregeneriraš, da greš naslednji dan spet v isti boj? Jaz ogromno spim. Tako da to se mi zdi, da je pač prvo res za generacijo je spanje. Ponavadi spim 9 ur na dan, ko imam lažje dni, več kot to, ko imam težje dni. Pač ostanem zgodaj vsake toliko časa, če je potrebno, ampak zelo redko imam res stvari, ki jih moram zjutraj narediti, tako da ponavadi spim, dokler se zbudim. Tako da res pustim telesu, da se regenerira, pa pač zadosti jesti. To sem se naučila v zadnjih 2 letih. Predtem sem bila ponavadi vsaj enkrat na sezono poškodovana, zdaj pa zadnje 2 leti pa sem v bistvu čist brez poškodbe. Razen pač, če se udariš, pa te kaj malo boli nekaj časa, ampak vseh teh poškodb od treninga pa res že zelo dolgo nisem imela. Pač naučila sem se tudi zelo hitro pogruntati, da če me koleno boli, imam verjetno to stegno zategnjeno, tako da čim me kaj začne boleti, grem ali na masažo ali se sama zmasiram. Pač ne pustim, da se zelo razjezi name in se v ta pravo poškodbo razvije. Tako da sem se naučila pač čez leta, kako malo bolj skrbeti za svoje telo. Ampak številka 1 je še vedno hrana pa spanje. Si kalorično, oziroma imaš kalorije preštete, oziroma imaš hranila,
paziš na hranila ali pač paziš tisto, kar ješ, ali pač ješ po apetitu, ne vem, imaš kakšen plan tudi prehranski zdaj? Ja, v bistvu od tega, ker sem se znebila prehranskih motenj, zdaj res poskušam jesti vse. Tako da nobeni hrani ne bom rekla, ne. Včasih grem po treningu v McDonald's, pa imam pommes frites, burger za kosilo, jem solato, ogromno tudi, ampak ko jem solato, je solata z rižem, pa z mesom, pa z vsem ostalim. Jem sladoled, jem čokolado, jem vse. Ne štejem kalorij, zaradi tega, ker imam zgodovino s temi prehranskimi motnjami in me je pač strah, da če grem v številke, da bom vzela to spet do ekstrema. Štejem pa, v bistvu ne štejem, ampak pač pazim na protein, da ga dobim zadost. Ko sem delala z to nutritionist, je pač predlagala, da za vse, kar pojem, naj ima vsaj 10 gramov proteina zraven. Tako da pač za zajtrk imam mleko, ko ima malo več proteina, pa te kosmiče, za kosilo včasih pač dodam malo jogurta, ali pa pač te proteinske suplemente tudi, da dovolj proteina čez dan pojem. Kalorij pa ne štejem, pač jem, če sem lačna, dokler nisem več lačna. Pa včasih pač po teh težkih treningih nisi lačen, ker si dehidriran, pa utrujen. Tako da, če naredim velik trening, potem bom pojedla večjo kosilo, tudi če pač se mi ne zdi, da kosilo rabim. Kaj pa prehranski dodatki, pa minerali, vitamini, ne vem, aminokisline, pa vse te stvari, ki jih marsikdo od rekreativcev pri nas veselo uživa, misleč, da pač to njegovo telo rabi. Kakšen imaš pa odnos do tega, oziroma... Ja, v bistvu moj največji sponzor je ta proteinske dodatke, ta protein powder. Tako da to v bistvu, to, kar jem, zaradi tega, ker je včasih precej težko zadost proteina iz same hrane dobiti, pa včasih mi čokoladni milkshake malo bolj paše, kakor pa 2 jajci. Tako da to, kar skoraj vsakodnevno po treningu pojem pač teh 25 gramov proteina dodatno iz teh prehranskih dopolnil. Glede drugega pa v bistvu edino, kar jem, je železo, vitamin D, pa magnezij, ker sem pač, ko dam kri vsake toliko časa, je to ponavadi tisto, kar mi primanjkuje, če ne jem dodatno tablet. Vitamin D je v bistvu v Koloradu se zdi, zakaj rabiš v Koloradu vitamin D, ampak v bistvu glede na to nekako, ker pod katerim kotom je sonce ali nekaj takega podobnega, ljudje v Koloradu ponavadi nimajo dovolj vitamina D, še posebej po zimi, ko nisi ravno brez majice zunaj celi dan. Tako da to se mi zdi, da je eno izmed najbolj pomembnih zadev tudi za regeneracijo, pa za vse ostale procese, vitamin D. Bravo, evo, super, tudi v Sloveniji, spoštovani in spoštovane, evo, eno urco pogovora že za nama, zrejo, super hiter gre čas, res je zanimivo, omenjala je vitamin D, ja, tudi v Sloveniji, po eni zadnjih raziskav, imamo Slovenci podpovprečne nivoje D-vitamina, kot bi ga morali imeti, za razliko od kakšnih Grkov ali pa Sredozemcev, tako da, ja, če ni sonca, pa če treba jesti suplemente. In D-vitamin je eden tistih, ki tudi jaz dajem recimo otrokom, pa se mi zdi dobra stvar, no sam ga premalo uživam, ampak evo, zdaj si me spomnila, da bom na to dal večji poudarek. To, mogoče pa kakšen omega-3, pa kakšen C-vitamin, pa smo tam. Zdaj, ena stvar me še zanima, ne, glede tega, si popolna kombinacija športnice, v kateri panogi si, gimnastičarka, tekačica, to daš skupaj, dobiš svetovno prvakinjo v Ultra Spartan Raceu, ampak najbrž, ko si začela s tem, si imela kakšne, ti ni bilo vse kar iz prve všeč, si imela kakšne šibke točke, ki si jih mogla natrenirati, nekaj, v katerem res pa nisi bila dobra, pa si se skozi leta potem pač utrdila pa natrenirala. Ja, ta multi-rig mi ni šel preveč dobro. Ne vem, kako to čisto točno prevesti v Slovenijo, ročkanje mogoče, ampak greš tako od vrvi do kroga, do štrika, ki dol visi, pa pač moraš iti čez to celo zadevo, brez da se tal dotakneš. In jaz sem pač vse bila navajena z nihanjem iti skozi, tako da v bistvu nikoli nisem tu gor v pač zgib pa šla, pa potem šla tako čez ta
multi-rig in moraš na tak način drugače dol padeš. Tako da v bistvu sem rabila 2 leti, predno mi je čez prvi multi-rig uspelo priti, ker je dosti bolj na moč, pa dosti bolj taka eksplozivna ovira. Eksplozivna pa ravno nisem bila, niti v gimnastiki, sem bolj vse pustila parter, me v zrak metati, kakor pa lastne noge. Tako da to je bilo v bistvu na čemer sem res mogla par let delati, predno mi je prvič uspela. In praviš, za vse tiste, ki bi želeli to natrenirati, meni tudi to nikoli ni šlo, pa sem poskušal, je v bistvu ena dobra vaja, ki se je reče, kaj je, ne? Zgibi. Še boljš, ko zgibi, ker v bistvu samo enkrat se moraš nauviriti sem gor privleči na vrh zgiba, potem moraš iti pa nekako traverzno čez po strani. Ja. Tako da moja najljubša vaja je, da narediš zgib in si na vrhu zgiba in potem roko premakneš, da od tega, ko gleda proti tebi, eno premakneš, pa jo obrneš stran, pa potem drugo in potem tako premikaš levo, desno, levo, desno, levo, desno, brez da se spustiš dol iz zgiba. In to v bistvu zelo precej simulira ta multi-rig in različne druge ovire, v katerih moraš biti gor, na vrhu zgiba in se premikati levo, desno. Zdaj sem se spomnil svojih osnovnošolskih travm, ker smo imeli vzgib, vesel z vzgibi, gor smo se mogli držati, kolikor časa smo se mogli, ne? In to je bil pač za tisto športno vzgojni karton in to je bilo res grozen, ko začeli mišice peč, no zdaj sem obnovila moje travme, ampak vseeno bom poskusil, koliko časa lahko to počenjam, pa če smo že pri eni vaji, ki ti pomaga, je pol to najbrž to, pa kakšna skleca najbrž pomaga, pa kakšen počep. Pa pač naučiti se tudi, kako po štriku splezati, da uporabljaš noge, kako najbolj efektivno iti čez steno. Zelo veliko je teh različnih zadev, ki si jih pač naučiš iz tekme, tako da, ko ljudje vprašajo, kako vem, če sem pripravljen, v bistvu ne moreš vedeti. Pač greš na prvo tekmo, pa vidiš, kaj se zgodi, pa vidiš, česa dol padeš, kaj ne moreš in potem na tistem malo več delaš to do naslednje tekme. Šteješ zmage, si štela zmage na vseh Spartan racih, pa ultra racih, pa Tough Mudderih in podobno. Imaš ta skor, ki je v glavi? Niti ne, več kot 50. Več kot 50 Do 50 sem štela, zdaj 50 plus. Daleč večkrat si zmagala, kot pa nisi zmagala, sklepam, tako. Ja, ali pa vsaj bila na stopničkah. Prav. Mislim, impresivna statistika. Imaš kakšno posebno sobo, mesto, kamor odlagaš vse te pokale, medalje in podobno? Niti ne. Imela sem v prejšnjem stanovanju, pa sem se pa za kratek čas preselila v kombi, tako da je šlo vse v škatlo. Zdaj pa, ko živim s fantom, pa se mi ne da iz tiste škatle več nazaj, tako da je v škatli čaka, da se preseliva v naslednjo stanovanje. Čaka na boljše čase, vsi ti pokali, pa to je tako, bravo. No, nisi pa samo tekmovalka v obstacle course race, si bila tudi odlična, ko si se lotila Sky Race, pa bila si v Adventure Racih. Da mi malo povej, enkrat v enem intervjuju si dejala, to je bilo najbolj heceno, našla si Sky Race, se postavlja v bok tistim shujšanim hribolaskam in na koncu bila ne samo konkurenčna, celo skoraj boljša od vseh. No, kako je to izgledalo? Ja, v bistvu v Ameriki sem na tem Sky Races. Na prvem mislim, da sem zmagala, na drugem sem bila druga. V bistvu je pač ta obstacle course race te ful prisili, da delaš veliko za moč in se mi zdi, da to zelo pomaga, še posebej pri ultradistancih, ker se pač dlje časa lahko tečeš, predno se ti mišice utrudijo. Pa zelo veliko je pač precej strmo, tako da moraš roke na kolena in če imaš močen zgoren del telesa, lahko dlje časa efektivno roke na kolena postavljaš. Tako da tisto mi je šlo v bistvu kar dobro. Sem šla pa lansko leto v Evropo na Sky Race. V Švici, v Cermatu je bilo in je bil All Tracks Extreme. Seveda sem se upisala na Extreme takoj na začetku. Tisto je bilo pa res čist drugače, kot karkoli, ker sem kadarkoli tekmovala. Je bilo 25 kilometrov za 3300 višinci in približno 5 kilometrov je bilo
popotki, vse ostalo je pa po brezpoti in smo šli tako na vrh hriba in potem je šla pot dol po melišču 800 metrov. Potem smo pa iz kamna na kamen skakali 1-2 uri in je res pač bilo čisto drugačko, kakršnokoli, kar sem bila kadarkoli probala tudi v Ameriki, ker pač niti nimamo takih gor, ker bi to lahko počel. Tako da tisto prvič so me vsi premagali. Potem sem šla pa še ven v Avstriji, pa mi je šlo tam že zelo dosti boljše, ker sem se pač malo naučila, da je treba palce prenesti, pa pač kako, že takoj pač po eni taki izkušnji se hitro naučiš, da v bistvu se moraš malo drugače premikati, kot si navajen. Tako da to je ena izmed teh panog, ki hočem priti nazaj v Evropo naslednje leto, pa še malo izboljšati vse te zadeve. Tekmovalke v Sky Race paste se, Kolber se vrača z novimi triki, pasom, zdaj vse osvojila. Ja, večkrat kakšni ameriški tudi ultra trilaši, tekači pravijo, ko pridejo v Evropo, da so v Ameriki praktično avtoceste, tudi na teh razvpitih, kot so Western States ali pa Leadville in podobne. Ameriške ultra trail dirke v primerjavi z nekim UTMB-jem in podobnim so čista razlika. Te kdaj mikalo pa iti v te vode, sem si bila v teh vodah, ampak da bi se posvetila kakšno sezono, pa samo ultra trailu, pa se kvalificirala za UTMB in podobno? UTMB me kar mika, zaradi tega, ker mi je pač ful všeč to vse gore, pa take zadeve, ki so tam v Franciji. Prav samo ultra trail, pa mislim, da ko sem začela vse te različne multišportne zadeve početi, bi malo dolg čas postala, če samo tečem. Tako da rabim, pač na začetku, ko sem samo tekla, mi je bilo ful fajn teči te daljše distance, ampak zdaj pa nekako rabim kako oviro tu pa tam, ali pa da spremenim šport na kolo ali pa na veslanje. Tako da ne vem, če bom šla nazaj k samo teku. Še posebej zato, ker imam pač vsa ta leta, ko sem ogromno tekla, sem si malo gležne pa kolena, nekako me ne marajo več, kot želim toliko zelo veliko teči. Tako da ne vem, če bi lahko šla nazaj pač na te treninge, ki jih res potrebuješ, če hočeš teči 100 mil brez ovir. Tako da ne vem, v kratkem času verjetno ne, dokler pač zmorem vse te multišportne zadeve početi pa z ovirami, mislim, da bom kar s tem ostala. No, na 100 mil bi te prej najbrž pripričali, če bi bil to kakšen adventure race, ali pa če bi bil to 200 mil, pa 300 mil. Tako, sem šla 300 mil marca, pa je bilo čisto fajn, ampak sem bila lahko par teh mil na kolesu, pa v čovnu. Zdaj, mi v tekaškem svetu se pogovarjamo o najtežjih, najdaljših ultraških dirkah in pa pridejo, špartatloni, pa balatoni, pa 6-dnevni teki na plano, ampak ti si pa delala, kaj je tvoja najhujša, tako rečem, najdaljša, najbolj zahtevna, najhujša dirka tvojega življenja, ni bil ne tek, ne smučanje, ampak ne kolesarjenje, ampak kombinacija cel kup športov. Tako, ja, adventure race verjetno, ne vem, kako se reče to po slovensko. V Sloveniji je bil adventure race pred leti, kar popularen, še neki dirk smo imeli, to je kar malo zamrl, zdaj slovenski par tekmovalcev poznam, hodijo predvsem v tujino tekmovati, v Evropi, kot da je ta disciplina malo manj zgubila na popularnosti, ampak pri tebi pa ugotavljam, da delš od tega, v tem Ameriki, v vaših koncih se pa to dogaja na polno. Ja, še posebej pa tistem, ki so Eco Challenge nazaj pripeljali 2019. Jaz sem to gledala, ker sem bila majhna. Je bilo tudi v Sloveniji, se spomnim na Discovery Channel, so bile te tekme in mi je bilo vedno ful fascinantno in sem si vedno ful želela to probati. In nekako si nisem mislila, da bom dobila priložnost, ko so rekli, da pride nazaj 2019, ker takrat nisem niti gorskega kolesa imela. Ampak potem je moj prijatelj so iskali eno punco za njihovo ekipo in on je vedel, da pač ne znam veslati, ne znam plezati, ne znam se po vrvi dol spuščati, pa ne znam kolesariti, ampak je bil na teh 24-urnih tekmah z mano in je videl, da mi gre precej fajn, ko
stvari postanejo težke, pa ko so vremenske razmere neugodne. In to je v bistvu tisto, kar je se teže naučiti. Vedno se lahko naučiš, kako se s kolesom voziš. Teže se je pa naučiti, kako, da ti pač res všeč postane, ko stvari postanejo težke. Tako da so me povabili na njihovo ekipo. Sem tekmovala za Kanado takrat, ki je lahko en pač član državljan katerekoli države, ostali 3 pa morajo biti iz iste. In sem potem imela 6 mesecev, da si kupam gorsko kolo, pa se naučiti, kako kolesariti, pa veslati, pa plezati, pa vse ostalo, ampak je bilo dovolj, tako da nam je šlo ful fajn. Je bilo pa 700 kilometrov čez Fidži otok, pa okoli malo po oceanu, pa do drugih otokov. Zdaj, Din Karnazes mi pravi lansko leto, kako je v spanju teč, no ti mi pa lahko poveš, kako je v spanju 7. dan veslati tam po Karibih. To je bil po mojem najhujši dan. Ker smo izgubili, tik pred ciljem bili smo pač v top 3 večino časa, top 5. In potem vsi ostali so šli spat in smo bili samo mi pa Nova Zelandija na progi. In smo jih videli tako, čez noč je bilo in smo bili mi na enem delu hriba, pa smo jih videli lučke tam na drugem delu hriba in res ful so bili blizu. In potem smo malo preveč tekmovalni postali, smo se izgubili za 5 ur. In nekako v teh 5 urah nam noben nas ni prehtel, ampak smo pač vedeli, da so vsi ostali spali in da so se zbudili spočiti in mi pa pač smo malo zaspani. Tako da potem smo šli v zadnji del tekme, ko so bil takrat še nekako 30 ur smo imeli do konca. Smo se odločili, da ne bomo šli spat, da bomo pač probali iti do cilja, pa obdržati drugo mesto. Če pač zaspimo na čovnu, zaspimo, pa vsaj vemo, da smo probali. Tako da smo zadnji del tekme smo mogli veslati od Fidžija do enega otoka. Mislim, da je bilo okoli 50 kilometrov čez ocean po noči in nismo spali že 60 ur do takrat. Tako da smo vsi veslali v spanju. V bistvu je bilo težko povedati, če je tisti, ko sedi pred tabo, če spi ali je po koncu, ker pač veslavši še vedno, samo pač malo bolj močno. Tako da smo se vsak na drugega zadrli vsake 5 minut, tako da pač smo drugega zbudili. Ampak je bilo ful težko, ker nismo imeli sidra, pa pač tema je bila, pa slediti pa moraš kompasu. Tako da če zgubiš, kam greš, potem več ne veš, kje si. In pač, če bi vsi štirje naenkrat zaspali, bi nas odnesel nekam drugam po oceanu. Nismo imeli več čist nič kave, nismo imeli nič kafeinskih tablet. Tako da je bilo ful težko. Jaz sem halucinirala. Sem videla posod divje orke, take zadeve v vodi, ki jih ni bilo, ker se mi je že čist malo mešalo od nespanca. Pa ful so bili močni toki, tako da nas je v bistvu odnašalo po strani in nismo vedeli, tako da smo skoraj na napačen otok priveslali za cilj, pa smo pa nekako zjutraj pogruntali, ker je začel biti malo bolj svetlo zunaj, da to pa ni prav. In smo končali, nismo vedeli, da se je prvemu mestu čovn zlomil, tako da so v bistvu oni v vodo padali, pa so čakali na nov čovn, medtem ko smo mi veslali, tako da na koncu smo bili samo 1,5 ure za Novo Zelandijo. 3. mesto je bilo pa 20 minut za nami. Pa noben od nas ni vedel, da je kdorkoli drugem na oceanu, ki je bilo tako črno pa veliko, pa vsi smo bili nekako na drugem koncu. Tako da ja, tisto je bilo po moje najtežji del tekme. Dirka, ki traja cel teden, na koncu gre pa za minute, noro. To je Ja. Nedoumljivo, kakšno, mislim, ko ste bili vsi pripravljeni. Bo še kdaj se podala v kakšno tako avanturo? Ja, marca sem bila v bistvu v Expedition Oregon, je bila malo krajša, je bilo 300 mil, 500 kilometrov. Pa smo bili ekipa 3 punc pa enega fanta, pa smo bili drugi. Tako da je bilo ful fajn videti žensko ekipo hitreje, kot večino moških ekip. Eco Challenge pa še čakamo, če bo druga epizoda, ker naj bi bilo v Patagoniji 2020, pa je bilo seveda skenslano. Potem je Amazon umaknil podporo, tako da mislim, da so iskali novega sponzorja. In sem ni videla direktorja, da je bil v Patagoniji 1-2 tedna nazaj, pa je na Instagramu sliko pač poslal, tako da upam, da to pomeni, da bo Patagonija 2022. Tako da pridemo sigurno nazaj, če se tekma zgodi. Bravo. Tam na Fidžiju je bil ambasador celo Bear Grylls.
ali kako, ali se je še prišel pokazati, vam je prišel vsaj čestitati? Ja, je bil na cilju, je bil pa vsak mi čestital. Vodil je pač Dajo, ko sem naredil ta TV show iz tekme, tako da on je razlagal o poti, pa s helikopterja skakal. Najbrž si sam ne bi upal cel teden tekmovati, kljub temu, da je tako žilav ali pač. Ja, ne vem, v bistvu je ful je drugačen, ko se tak z njim pogovarjaš izven TV persone. Mislim, da bi bil kar zano. Ne vem pa, če bi zmagal. No, vprašanje, če bi se ne bi zgubil na oceanu na koncu. Ja. V redu, ga bom potegal tam, pa ga mi zval, ne hecam se. Mogoče koga drugega pa potegam. Nujno morava o tvojem letošnjem projektu, no, tisti je bil dokaj nor projekt. Jaz se spomnim, moj znanec Edo Žalar je, mislim, da leto ali 2 nazaj, naredil en podvig, ki ga je zelo medijsko izpostavil. Ta podvig je bil z najnižje točke Slovenije na 38 metrov globine v morju, na tistem malem Triglavu, ko se reče, pa potem do vrha Triglava, zato je potreboval 18 ur, pa 3/4, vmes se je peljal s kolesom, jasno, in rekel, da to je pa res amazing fit, da je to pa nekaj dal od sebe, no, pride Reja Kolbal na 2021, pa temu rezultatu odščipne še 7 ur. Noro, mislim, daj mi malo razloži, kako sploh, kje ti je prišlo na misel, da bi to šla sploh počenjati, no, tako, ja. Simon Rožnik mi je to omenil, ta ekstrem PKC, ki smo se za Kranjsko goro pogovarjali, ko sem bila tam, mislim, da leta 2019, 18, nekaj takega, in je rekel, da je on to šel enkrat in me takoj me je zagrabilo. Kaj si šel, to se da? Koliko časa si rabil, koliko časa ženska rabila? In potem sem pač pogruntala, da nobena ženska ni šla in to me je ful pač zagrabilo, da bi bila prva punca za ta podvig. In sem takoj začela, pač Simon je šel z kisikovo bombo, Edo je šel na dih, in se mi je zdelo pač na dih dosti bolj pristno. In to sem začela trenirati, ampak potem, ko se je ta korona zgodila, je v Koloradu malo težko trenirati potapljanje na dah, ker edino, kar je najnižje, kar greš lahko, je približno 25 metrov v New Mexico, kar je tak nekako 8 ur od Kolorada. Če pa hočeš še trenirati, je pa treba iti na Havaje. Tako da to je bilo malo težje med korona in potem sem se odločila, da bi dosti rajš ta izziv opravila, kot pa ga opravila pač na dah. Tako da takrat sem se potem odločila, da grem se s kisikovo bombo pač trenirati, pa potem na ta način opraviti. In potem pač se mi je pa zdelo, da bi bilo pa ful fajn, da greš od najnižje točke do najvišje čist brez motornega pogona, tako da sem se v bistvu odločila, da ne bi šla s čovnom nazaj do obale. Tako da smo plavali nazaj do obale. Kar je bilo v bistvu teže, kot sem si predstavljala, ker je bil ful močen tok in nas je non-stop v Trstu odnašal. Tako da tisti čovn, ki nas je odložil v vodi, je tak nekako z nami plaval in pa nas enkrat vprašal, ste vidva zihar, da bi vidva nazaj plavala, ne bi šla nazaj na čovn. In sem rekla, ne gremo na čovn, bomo plavali. Je pa pač ta kisikova bomba vse stvari malo bolj zakomplicirana, ker moraš biti ful previden, da ne dobiš teh dušikovih teh balončkov. Ne vem, čisto kako se reče po slovensko, ta dekompresijska bolezen. Tako, ja. Tako da sem se v bistvu z dosti zdravniki sem se pogovarjala, pa z dostimi izkušenimi potapljači, tako da smo nekako pogruntali, da kar je bi bilo pač najbolj varno, sem imela s sabo pač ta zrak za potapljanje, pa potem tudi 100% kisik, tako da ko sva s potapljači smo z mojim tistim, ko mi je pomagal, Bojan Bančič, ki ima Nemo Divers, sva prišla na 3 metre pod gor in potem sem preklopila na 100% kisik in sva v bistvu na 3 metrov pod vodo plavala do obale. Tako da sem čim več tega dušika ven zdihala, da potem ni bil problem. In potem pač tudi prvih 2, 3, 4, 5 ur na kolesu sem šla precej na easy. Sem imela heart rate monitor, pa sem pač držala sem heart rate v moji prvi pa drugi coni, tako da nisem nekaj ful na hitro šla, kar mislim, da mi je precej pomagalo, ker potem, ko je bilo tak 6 ur mimo, sem lih prišla do bolj spona na kolesu, tako da sem lahko šla, sem imela bolj sveže noge, pa sem lahko šla hitreje potem v hrib.
ker sem se malo nazaj držala prvih 5-6 ur. Dajva za najne poslušalce in gledalke povedati, povedala si potop in plavanje nazaj na obalo, koliko kolesa je potem sledilo do vznožja Triglava? Mislim, da je bilo okoli 200 kilometrov. Šla sem čez Novo Gorico, pa pač do Trente, ker je bilo to najbolj direkt. Probala sem traso narediti, ker je imela čim manj višinca, pa čim manj razdalje. Tako da me je pelala po takih ful mehkih cestah skozi vasice, katerih še nikoli nisem bila in je bilo res ful lepo. Približno 200 kilometrov je bilo, pa se ne spomnim čistočno, koliko višinca. Mislim, da 2500 metrov, nekaj takega. Je bilo zanimivo, ko je bilo v 200 kilometrih kolesarjenja enako višinske razlike kot v 12 kilometrov peš gor na Triglav. No in potem še iz Trente na Triglav. Koliko časa si pa za to potrebovala? Evo, za tiste, ki se sam podajo samo iz Trente na Triglav, recimo, da bodo imeli nek benchmark, evo, če te je hotel samo v tej disciplini premagati, kar bo zelo težko. 2 uri 45. Moja prijateljica Martina je prišla z mano, pa je kar tempo postavila. Jaz sem jih pa pač najboljš, kolikor je šlo, sem jih sledila. Pa štartali sva ob 5:00 popoldne, tako da smo imeli ene 3 ure, predno je sonce zašlo in so v bistvu cel čas lovili sončen zahod. In smo na vrh prišli, lihke je bila sam še rdeča črta na horizonu in je bilo tako lepo. Noro, mislim, 11, koliko je bilo? 11 ur pa pol? Pa 20 minut, ja. Je bil, kakšen je bil pa prvoten plan to narediti? Ne vem, sigurno si imela kakšen okvirni timeline, pa si ga itak presegla. Ja, hotela sem, v bistvu pač moj cilj je bil manj kot 18 ur. Tako da prvi namen sem imela, v bistvu sem se hotela jaz potopiti zvečer, pa iti potem s kolesom čez noč, pa čez dan na Triglav, ker sem mislila, da bom res toliko časa rabila. In potem je bilo pa malo težje s čovnom, pa z tem podvodnim Triglavom, pa vse to pogruntati zvečer, ker pač je Bojan rekel, da bo to zelo težko najti v temi, pa da tudi čovn nas verjetno ne bi hotel čez noč odložiti. Tako da sem potem rekla, pa gremo pa čim hitreje zjutraj in potem, ko sem začela kilometer računati, pa povprečna hitrost, pa vse to, sem potem razmišljala, mogoče mi pa uspe celo pred sončnim zahodom, tako da potem je bil pa to je bil pa potem nekak cilj, ker sem res začela malo bolj vse številke pa vse to računati, da mi uspe med vzhodom in zahodom. Sem res nor dosežek, čestitke. Številke so impresivne, kaj šele dosežek. Sam po sebi je tak, no. Ma še kaj tazga ogledanega v Sloveniji, če v Sloveniji je premajhna, po mojem, za tisto, kar bi ti lahko naredila, no. Razen, če se greš kolesariti okrog celega oboda, pa pol kontra teč, pa tako naprej. V bistvu trenutno nimam projekta v glavi. Pač korona je bila bolj tak projektno leto, ker se je malo manj tekem dogajalo. Mislim, da naslednje leto bom kar precej organizirano tekmovala. Rada bi šla še enkrat, marca sem šla 24-urno turno smučati, pa podreti rekord v višinski razliki v 24 urah in to sem naredila v Koloradu. Sem podrla takrat rekord, ampak potem čez en teden je ena Italijanka moj rekord podrla, tako da trenutno je v Evropi. Ampak v Evropi je pač dosti nižja nadmorska višina, tako da mogoče je to naslednji projekt, mogoče na Krvavcu v Sloveniji podreti, vzeti nazaj 24-urni smučarski rekord. Med korono je bilo tudi v Sloveniji zelo popularno delati Everesting, se pravi nabrati višinco za en Everest 8848 v najkrajšem možnem času, ali peš, ali s kolesom, ali kakorkoli. No. Yeah. Zdaj mi ti povej, to je bilo 8800 višincev ali pa 9000, koliko višincev je bilo pri tem tvojem poskusu? No? Mislim, da sem 17600 metrov.
Dvakrat toliko. Evo, to je pa spet malo za perspektivo. V bistvu to se je začelo, da sem hotela jaz ta Everesting na smučkah narediti, ampak jaz sem probala najti stoječi rekord, ker sem dala v Google Everesting on skis. Vsi rezultati so bili dejanski Everest na smučkah, tako da se mi je zdelo, da to ni bilo nekaj, kar so ljudje počeli, tako da sem šla grem pa potem 24 ur na mesto tega. Noro, nore številke, koliko pa tam pečejo noge ali karkoli že. V bistvu nisem čisto na džulov dobila. Sem bila prav fascinirana, da me ni nič precej bolelo. Imela sem ful muskel fibra proti koncu, ker je pač eno in isto gibanje 24 ur, tako da so le mišice zelo utrujene proti koncu, ampak drugače pač sem bila v redu nazaj, čez 3-4 dni me nič več ni bolelo. No in če so že prišla do smučanja, do skimov, do turnega smučanja, turno smučanje, ta disciplina je zdaj sprejeta tudi na olimpijske igre, mislim, da 26, je tako? Tako. Zdaj, a to pomeni, da bo svoje mladostne sanje Rea Kolbl probala izživeti pa na smučkah in se uvrstiti v olimpijsko reprezentanco, ne vem, na koncu lahko v 2 državah, če smo Ja, probala sigurno bom. Če ne bi pač v to vložila čim več, kar zmorem v naslednjih 5 letih, bi se verjetno celo življenje sekirala. Težko pa je pač zdaj karkoli oceniti, če mi bo uspelo. Zaradi tega, ker moje prvo leto, v katerem sem res intenzivno tekmovala, je bilo sredi korone, tako da se mi zdi, da pol ljudi pač tisto leto ni tekmovalo in treniralo, tako da bila sem dobra, ampak ne vem, če bom enako dobra in dovolj dobra, ko pride celotna konkurenca. Potem bo verjetno tudi veliko ljudi prišlo z drugih športov. Nordijsko smučanje, če znajo smučati po hribu navzdol, bojo izredni atleti. Ko pride do olimpijskih iger, če res hočeš, moraš biti izredno talentiran, pa moraš izredno veliko dela vložiti, pa moraš imeti izredno srečo. Tako da pač večino tega ne vem, če sploh imam talent, da mi to uspe. Ampak pač ne pomeni pa to, da ne morem poskusiti. Tako da vsako zimo bom o tem razmišljala, pa čim bolj se temu posvetila, ampak nočem pa, da nekako postane tako kot gimnastika, ko je bil trening moj cel svet in ko sem potem nehala, nisem vedela, kaj bi sama sabo počela. Tako da prvi cilj je, da ne zgubim same sebe v lovu olimpijskih iger, pa da ne zgubim pač ljubezni do vseh ostalih športov in do vseh ostalih tekem. Drugi cilj je pa potem v teh parametrih dati vse od sebe. Če bi me vprašali, na koga stavim za olimpijske 2026 med slovenskimi reprezentanti, tudi nobenega ne poznam, bo to takrat počel, bi rekel Rea Kolbl, evo, skimov. Če bo kdo bo ona pregrižila, da tja, definitivno. Škoda, ker ni že v naslednjih olimpijskih 2022 discipline, evo, pa bi te že mogoče januarja, februarja gledali. Na Kitajskem, ampak nič ne de, ja, se bodo naslednje kmalu. Mislim, da bo v Cortini boljše smučanje. Tako, ja, recimo, da je zdaj še smučanje na olimpijske igre, naslednje pa pol gremo z skimovjem, ja, tako. Deva za konc, ura pa pol, vidiš, hitro je šlo, preden te spustimo v hribe, samo še tole, živiš od športa. Je to težko, recimo, ok, ti si odlična tekmovalka, dobro, imaš sponzorske pogodbe, nagrade in tako naprej, ampak vseeno, odvisna si od svojega telesa, ki mora delovati iz dneva v dan, če ne, pač ta vir financ lahko hitro presahne, ali kako? Ja, v bistvu me je korona je pač nekako to celotno zadevo precej na tla postavila. Imam izredno srečo, da imam sponzorske pogodbe, ki mi plačujejo plačo. Tako da na nek način pač te sponzorske pogodbe so odvisne od tega, kako jaz na tekmah pač dejansko tekmujem, ampak je pa še vedno vsaj za 1 leto vem, da bo prihodek. Tako da to definitivno pomaga. Ampak približno polovico je pa še vedno se na te denarne nagrade rabim za življenje.
tako da tekmovati je vseeno treba. In ko tekem ni bilo, pač leto pa pol zaradi korone, sem začela razmišljati, kaj bi lahko pač počela, da lahko še vedno treniram kot profesionalna športnica. In tako da takrat sem pa v bistvu začela tudi delati kot trenerka. Tako da zdaj približno polovico nekako od sponzorjev, polovico od tega trenerskega dohodka, tekme so pa potem bonus. In v bistvu mi je zdaj ful fajn, ker imam tako situacijo, ker res lahko tekmujem, kar hočem, ne rabim samo tekmovati tisto, v čem zmagam. Tako da na nek način mi je dala svobodo, da vsake toliko časa sem na tekmi zadnja in je vse v redu. Odlično. No, odlična še ena lekcija več. Kako zmagovalka svoj zmagovalni mindset preobrazi, da si privošči lahko tudi zadnje mesto, pa je povsem zadovoljna. Sklepam po vsem povedanem, draga Rea, da morda v akademskih vodah se ne vidiš v prihodnosti, da si bolj naraven človek, ali vendarle puščaš tudi, če mogoče rahlo priprta vrata? Verjetno ne v striktno akademskih. Se mi zdi, da zdaj nekak način, ker druge treniram, nekako sem v akademskih vodah, ker se zelo temu zdaj tudi posvečam, pač, da sem lahko čim boljša trenerka za druge. Tako da na nek način moji možgani še vedno zelo delajo z te strani, pa zdaj upam tudi, ko prideš Spartan Race v Slovenijo, da se tudi ta šport malo bolj razvija v Sloveniji, pa da mogoče pač, če kdo potrebuje trenerja, z veseljem tudi jaz pomagam. Ampak se mi zdi, da ko pa ne bom več tekmovala sama, trenerka bom verjetno ostala, ker mi je všeč, ampak razmišljam pa, te ski patrol ali pa outdoor guide ali pa nekaj takega, da sem lahko še vedno večino časa preživim zunaj v naravi in od tega živim. Pisarna, ki je zunaj, je najboljša pisarna, se strinjam. Ja, to smo med korono še najbolj vzeli si k srcu. Ja, toliko Slovencev, ki je šlo ven iz svojih domačih pisarn v naravo, jih še ni šlo pred tem, še ena dobra stran korone. Boš naslednje leto spet v Kranjski Gori na Spartan Raceu, morda? Ja, to je cilj. Upam, da bojo vse 3 distance naslednje leto. Tako da pač pripeljem mogoče še malo več Američanov s sabo, ki bojo lahko potovali čez meje. Sigurno pridem v Evropo, tako da se lahko vidimo. Odlično, evo, kljukca ste si zapomnili zdajle, dragi gledalci in poslušalke, v 69. epizodi podcasta Zagret za tek sem gostil in še vedno gostim Reo Kolbl, ki vas je pravkar povabila na majski Spartan Race v Kranjsko Goro. Ja, naslednje leto si dajte v koledarček, korona bo takrat oddaljen spomin. Jaz se bom tudi prijavil na najkrajšo možno razdaljo, pa še tisti na open. Če si tekač, predlagam najdaljšo razdaljo. In to bo šlo veter, grozen. Tekač, kaj pa, ki jaz zdaj moram pa to zgibati. Tako, te zadeve. Čez zimo, recimo. Evo, Rea, super pogovor, tole je bil. Imam še tle cel kup iztočnic, mogoče za drugič potem, pred olimpijskimi, 26, če ne prej. Ne? Drugače pa, zdaj te spustim v hribe v Kolorado. Kako je, čisto mimogrede, srečaš Kolorado, vem, da je pa Denver, pa tisti hribovski konci tam zelo popularno bivališče za marsikajšnega vzdržljivostnega športnika. Vem, da je Scott Jurek tam živel, pa Anton Krupicka, mislim, da tudi. A srečaš kakšnega od teh dokaj znanih svetovnih ultrašov, recimo ameriških? Kar doskrat. Veliko tečem v Boulderju in oba živita v Boulderju. Jaz sem tudi tam živela 2 leti, tako da jih doskrat srečam na potki. Pa rečem živijo, pa rečete živijo nazaj. Kdo sem? Mislim, lahko bi zdaj že vedela, no, vseh teh zmagah. Super. Rea, jaz se ti zahvalim za tvoj čas, za tvojo energijo, za tvoj, nalezljiv smeh. Pa mogoče čist za konc, dajva biti še malo stereotipna, ali pa kakršnakoli že. Mogoče eno sporočilo ljudem tam zunaj, ki se sprašujejo, pa res je zoprn, pa megla je, pa vlažanje, pa mraz je, pa ne bi šel ven, pa kako se slehernik zmotivira za nekaj, kar bi moglo biti elementarno, njemu samemu integralno, veniti
najbrž ti nikoli ni bilo žal, ko si šla ven, pa tudi, če si šla za 5 minut, pa si prišla po uri nazaj. Kako se spraviti iz bajte, kakšno je sporočilo Reja Kolbl, s svojim zgledom si marsikaj naredila, zdaj pa dajva še na enem čestu položiti na srce. Zakaj je dobro iti ven, kako se zmotivirati in zakaj ne bo nikomur nikoli žal, če bo vsaj skozi vrata stopil. Ja, mislim, da si že sam rekel. Jaz si pa navadi rečem, če res nočem ven, pa če zgleda zelo neprijetno, si rečem, da grem samo za 10 minut. In po 10 minutah se lahko obrnem in grem nazaj. In se še nikoli nisem po 10 minutah obrnila in nazaj. Po navadi je najbolj te bo zeblo pred vrati. Tako da samo začeti je treba. Pa pač namesto, da si reči, moram biti 1 uro zunaj, 10 minut se zdi precej lažje. In po 10 minutah ponavadi se potem pretvori v 1 uro. Simple as that. Evo. Super. Zaključila sva zelo udarno, pripričala si me, evo, tudi jaz grem zdaj ven si prezračati malo glavo. Pa evo, te puščam v koloradske hribe. Bomo spremljali tvoj Instagram profil. Kje te lahko spremljamo? Na Facebooku, na Instagramu, na kakšnih drugih omrežjih? Instagram je po moje najlažje, sicer vse, kar je na Instagramu, gre tudi na Facebook, ampak včasih mi malo zmanjka prijateljev, tako da Instagram je verjetno najboljši. Pa tudi, če v profilu imam link za spletno stran, pa za mojo coaching website, pa vse to, tako da Instagram je najbolj centralizirana zadeva. Torej, se vidimo na Instagramu naslednje leto v Kranjski Gori. Hvala, Reja Kolbl, za tvoj čas in energijo. Hvala enako, pa lep večer. Pozdrav, lep dan v Koloradu, se vidimo. Hvala, čau. Čau.